A se spomniš ti, ko je bil sladoled 5 kun, kuglica? A veš, to ni niti 1 evro, ne? Ja, se tudi v Sloveniji se še spomnim, ko je bil pod evro. To se pa isto spomnim. Okay. To mi je tako to mi je čist čudno, da bi dal, ne vem, 80 centov za kepico, zdaj pa tak 2,5. Vse mogoče se motim, ker se mi zdi, da ko je evro ven prišel, da je bil takoj tako je šla gor, ja. Tako standardno je bilo ful stvari 1 evro. A ti se spomniš še fejs drugač tolarjev? Ja, spomnim se sam fizično denarja, pa da smo ga imeli. Jaz sem pa glih toliko star takrat, da nisi imel veliko pravka. Obremenjeval s tem, kaj se kupuje, pa koliko stane, pa tak. To se spomnim, da smo imeli recimo v Laške, mislim, da je bila ena trgovina, ker je bilo se za 100 tolarjev, ampak tako na to foro, ko neka Kitajska, da si imel igrače, pa to je bila res tak. Pa je konverzija, drugače ti veš. Mislim, da je bil 1 evro takrat na začetku. 700 dolarjev. Ne, 240. A ja, to, aha. Mislim, da je 240 pa nekaj. Se pravi, tako neka 50 cent trgovina je bila to. Isto, še manj. Na ta način. Mislim, takrat 7 je bilo pa s Hrvaško, ne? Ja. Je bil pa 1 evro 7, pa nekaj, to je zdaj tako. Kverno. Ampak ja, mislim, čisto nepredstavljivo, da je šlo v tolkem času to vse gor. Jaz pa nisem zdaj to, da bi zdaj rekel, da se spomnim za oblačila, da bi lahko primerjal, ne, ampak tako se mi zdi, če si imel ti 1000 dolarjev, se mi zdi, da si imel to pač tako, nekaj si dobil za ta denar, no. To se je reklo, da si imel Jurija. Ja, tako je. Okay. Ali pa se mislim, da je bil bank za 10,000 dolarjev tudi, pa mislim, da je to bilo takrat ful veliko, ne, če si to dobil tako zares, to je bilo že ful denar.